A veš, da so zgodbe tisto, ki prodaje boljše kot katerikoli oglas. In seveda ne govorim o nobenih zgodbah, ki bi manipulirale ali pa kakšne imeli v žepu kakšne fige, ampak to so lahko čisto iskrene zgodbe, ki na eni strani izražajo tvojo avtentičnost in na drugi tudi veliko prodajo. Oziroma bolje prodajajo tvoje izdelke ali storitve. V tej epizodi ti razkrijem torej 3 zgodbe, ki jih lahko že danes deliš oziroma ustvariš za svoj posel in prideš do večje prodaje. Hej, dobrodošel, dobrodošla v podjetniškem podcastu Legendarni, ki je namenjen vsem, ki želite svojim delom pustiti trajen pečat in ustvariti več kot le uspešen posel. Če se še pa ne poznava, moje ime je Maja in podjetnikom in podjetnicam pomagam pri gradnji brenda, vse postavitev temeljev celostne grafične podobe, spletne strani, ki konvertira obiskovalce v stranke in rasti in razvoju brenda. Zdaj velikokrat jaz sploh, ko slišim o kakšnih zgodbah, pa ustvarjanje zgodbe, je moj prvi pomislek, a je to nekaj, kar bomo nekoga zavajali. A so te zgodbe nekaj izmišljenega z namenom, samo da bomo več prodali. Ampak ni čisto tako, niso vsi in nismo vsi podjetniki, podjetja takšni, ki bi se pretiravali ali pa nekaj olepševali ali dali prazne obljube samo zato, da bi prodali. Ampak velikokrat lahko naredimo zgodbe, ki so za nas običajno zelo avtentične in pa izražamo sebe, dajemo našim potencialnim strankam možnost, da nas poznajo in skozi zgodbe se razvije tudi večje zaupanje, ki pa seveda vodi tudi do večje prodaje. In če si na svoji podjetniški poti, si verjetno to tudi želiš na čim bolj avtentičen način oziroma čim bolj iskreno predstaviti svoje delovanje, svoje storitve in svojo ponudbo. In ponavadi, kar jaz vidim, da ne vodi do, kar delajo podjetniki pa podjetnice in potem je posledica seveda manjša prodaja, je ta, da pripovedujejo kakšne generične zgodbe. Naprimer, si želiš boljše življenje, ali pa zgodbe, ki niso avtentične, ki jih slišimo skoraj v takšni ali drugačni ali pa zelo podobni verziji, skoraj da na vsakem koraku. Ampak, če želiš izstopati iz poplave vseh, mogoče, ki delajo zelo podobno ali pa enako kot ti, so pa avtentične zgodbe lahko definitivno nekaj, kar lahko v svojem poslu zelo učinkovito tudi uporabi. Vsak podjetnik, In če samo pomisliš, če nekje slišiš zgodbo nekega podjetnika ali pa podjetnice, ki je zelo čustvena, mogoče celo njegovo življenjsko zgodbo, kako je prišel do tega, kar počne, verjetno so se ti zbudila mogoče neka čustva, mogoče se ti je zgradilo neko zaupanje, ker veš, da je ta oseba šla čez to pot. In kaj se tukaj zgodi? Ne samo, da to osebo ali pa tega podjetnika, ponudnika mogoče bolje spoznaš skozi njegovo zgodbo, ampak na drugi strani tudi se zgradi kredibilnost in pa zaupanje in verjetno, da se potem, če iščeš to ponudbo, verjetno se veliko hitreje lahko odločiš tudi za nakup. In enako je tudi z našimi strankami, kjer lahko, ko bomo bolj delili sebe, tudi stranke se prepoznale mogoče v nas, se z nami čustveno povezale in tako naprej in seveda posledica je tudi lahko večji nakup. In s tem v bistvu ni čisto nič narobe, to ni nekaj negativnega, ampak to je pa super. Problem pa je, ker se velikokrat ne želimo izpostaviti, ker mogoče ne želimo deliti svoje zgodbe in podobno, ker ali je bila boleča ali še nismo preboleli. Zdaj v primeru, da smo sredi neke zgodbe ali pa da se nam nekaj dogaja, kar še nismo prišli ali pa predelali ali pa da je boleče, ni potrebe, da bi to zgodbo delili že javno. Če pa je to neka zgodba, nekaj, kar se nam je zgodilo in nas na poti pripeljalo naprej, sploh z stvarmi ali pa z nečim, kar mi počnemo, pa je seveda zelo super, če to zgodbo, ko je že zaceljena, tudi delimo z našimi potencialnimi strankami oziroma z javnostjo. Seveda pa je tvoja izbira, kaj želiš deliti in pa kaj ne. Verjetno pa se strinjava, da če se z nekom povečaš, če ga spoznaš, če se mogoče čustveno te dotakne, se zgradi veliko
večje čustvena povezava, tudi zaupanje, kredibilnost in verjetnost, da pride do nakupa. In seveda lahko te zgodbe pripovedujemo zelo avtentično. In treba razumeti, sploh na družabnih omrežjih, da kakšne zgodbe, če smo jo enkrat podelili, to velikokrat ni dovolj. Zato je fajn, da v bistvu imamo te naše zgodbe pripravljene in da jih lahko tudi večkrat podelimo. Lahko v enakem formatu jih delimo, lahko izberemo drugi format, se pravi, če enkrat delimo neko zgodbo recimo v video, mogoče je lahko naslednjič v pisni obliki, mogoče naslednjič v kakšnih delčkih na mailu, lahko jo delimo v istem formatu, lahko pogledamo iz druge perspektive. Skratka, ni dovolj, da te zgodbe delimo samo enkrat. Ker prvo kot prvo, mogoče nekdo prvič ni slišal zgodbe ali pa se ga ni tako zelo dotaknila, ker mogoče niti ni bil pri stvari, ali pa je, včasih recimo jaz, ko velikokrat se mi zgodi, da kuham ali pa čistim, pa imam zraven nekaj vklopljeno, pa sicer je tisto, nekaj se govori, ampak ne vem čisto točno kaj, Tako da tudi naše stranke so lahko velikokrat to, da niso bile mogoče pozorne. Mogoče bodo kakšno zgodbo morale slišati, oziroma bi jim zelo koristilo, če bi jo slišale v točno določenem trenutku, mogoče takrat, ko so one sredi bolečine, skozi katero si ti že šel oziroma šla. In pa seveda, če vsaj malo delaš na svojem poslu, verjetno prihajaš zmeraj znova pred novo publiko, ki še te ne pozna, zato je zelo pomembno, da tudi ta publika sliši te tvoje zgodbe. Zato je fajn, ker vse pri meni se to, pa vem, da pri veliko podjetnikov, podjetnicah se tudi zgodi to, da imamo občutek, da se ponavljamo z isto vsebino, pa da smo že kot na tisti pokvarjena plošča, ampak v resnici ni s tem čisto nič narobe. V resnici je to celo potrebno v našem poslu. In te zgodbe so lahko zelo koristne, če jih imamo sestavljene in jih potem večkrat delimo. Lahko si celo daš na urnik, da mogoče po eno zgodbo deliš na mesec, na teden, koliko ti je pač smiselno zase. Zdaj pa mogoče se ti že pojavilo vprašanje, ampak Maja, kakšne zgodbe pa naj delim, Kaj je tisto, kar na eni strani deluje, kar sploh zanima moje občinstvo, kaj so tiste zgodbe. In to so zgodbe, ki ti priporočam, da si jih pišeš ali sproti. Lahko imaš kakšen dokument, recimo Wordov, pa ko se ti kaj zgodi, ko so kakšne zgodbe, da si jih zapisuješ. Definitivno pa lahko si že danes ustvariš te 3 zgodbe in jih začneš deliti med občinstvo in potem opazuješ, kakšen bo efekt. In gremo zdaj na te 3 zgodbe. Prva zgodba je zgodba o tvoji originalnosti oziroma o tvojih začetkih. Kako se je tvoja pot pravzaprav začela? Kje v bistvu se ti je zatikalo in zakaj v bistvu zdaj počneš to, kar počneš? Kaj v življenju recimo se ti je moralo zgoditi, da si mogoče razvil ali pa razvila to ponudbo, storitev, izdelek, ki ga recimo zdaj ponujaš. To je tvoja originalna, če temu tako rečemo, zgodba. Kako je potekala tvoja pot? Če ti dam recimo moj primer, jaz recimo sem bila zaposlena nekaj časa in na tem delovnem mestu sem zraven pač sicer še ustvarjala, imela svoj espe, zaradi tega, ker pač ni bilo zame dovolj kreativno in ni bilo v skladu z mojo vizijo, bom tako rekla. In je takrat ta služba v bistvu res bila veliko breme zame. In prav spomnim se potem, ko sem eno popoldne prišla iz službe, in se totalno sesula na tla, skupaj s partnerjem sva si ravno kavo kuhala in fizično sesula prvič v življenju na tla, ker nekako nisem videla smisla v življenju, če je moje življenje izgledalo tako, kot je pač takrat izgledalo. In takrat se prav spomnim, ko je partner mi rekel, me potolažil, pa rekel, zakaj pa ne daš odpovedi, itak imaš, boš pa imela toliko več časa za svoj posel, za to, kar res začneš delati, kar res uživaš in tako naprej. In takrat sem si res rekla, bom pa res to naredila in je bil to en veliki pogumen korak.
ki sem ga naredila, dala odpoved in šla čisto na svojo pot. In seveda takrat sem ustvarjala spletne strani, ki so pač bile lepe, moderne in tako naprej, ampak niso pa imele še mogoče kakšen korak nazaj, kakšno leto prej, pa še niso bile tako zelo učinkovite. In nekako, veš, tisto, ko te nekaj potegne in te nekaj zanima in moraš tako dolgo raziskovati, da prideš do dna. In se je tudi pri meni zgodilo, da sem začela raziskovati, pa zakaj ene spletne strani tako lepo, so lepe pa moderne, ampak niso pa učinkovite za posel, in druge so zelo učinkovite. In takrat se je v bistvu začela piliti tudi ta moj pristop, ki je bolj holističen in tako naprej. In zdaj lahko vidiš, da skozi to zgodbo se mogoče v nekaterih koščkih tudi ti prepoznaš. In se lahko poveževa. In podobno, pač ne bom zdaj nadaljevala zgodbe, ker bi lahko, ker je to 10 let nazaj plus, in seveda je se nekaj zgodb nabralo, ampak tudi ti lahko ustvariš svojo zgodbo. Zakaj si se odločil, kdaj je bila tista v bistvu razsvetljenje, oziroma kaj je bila tvoja bolečina? Fajn je, da je vezano torej na tvojo storitev oziroma ponudbo, ali je to izdelek, ki nekako razkrije, kako si zdaj ti prišel do te svoje metode, do tega svojega delovanja, zakaj, kako je tebi rešil ta izdelek, mogoče življenje, ali pa ne vem, problem, ki si ga recimo imel ali imela. Tako da to je definitivno prva zgodba, ki jo lahko ima čisto vsak podjetnik, ker smo vsi enkrat nekje začeli, in verjamem, da se ti je kaj pripetilo, oziroma imaš svojo zgodbo, kako si prišel oziroma prišla do te rešitve, ki jo zdaj ponujaš. In to je ena izmed najbolj močnih zgodb, tako da je zelo fajn, da jo začneš pripovedovati, sploh če je še ne. Potem druga, če gremo na drugo zgodbo, je zgodba o novih priložnostih. To je lahko zgodba, kako se ti je zgodilo, torej, se vidiš, mogoče sta lahko celo malo povezana, to je neka ta zgodba, kako si odkril, ali pa odkrila zdaj, kako se ti je ta razsvetljenje zgodilo, kaj se je dogajalo, kje se ti je ustavilo, v kakšnih bolečinah si bil oziroma bila, in kako je potem prišlo do te tvojega razsvetljenja, da si sploh recimo videl ali pa videla, da obstaja priložnost. Če ti dam recimo en primer, recimo, da to je izmišljeno, da sem imela recimo prekomerno težo in sem veliko trenirala, malo sem jedla, ne vem, se dajala te diete, ampak nikoli nisem pa prišla do tega, da bi lahko torej zadržala za dlje časa, potem ostala recimo na nižji telesni teži, torej shujšana. Torej sem skozi imela recimo tako, shujšaš pa zrediš, pa shujšaš pa zrediš. In potem sem na neki točki recimo najdla neko knjigo, kjer je pa govorila o tem, kako zelo so pomembna škrobna živila in da so takšne pa takšne, in se je začelo mi zlagati skupaj mogoče kakšni puzli, in takrat sem v bistvu začela razvijati to svojo metodo, ki ni samo meni pomagala do teh rezultatov, ampak potem so probale to tudi recimo moje prijateljice in tako naprej, in tudi pri njih je delovalo, in seveda se je iz tega recimo razvil posel. In tukaj je lahko spet ena zgodba, kjer jih popelješ svoje potencialne stranke v ozadje, da jim skozi svojo perspektivo omogočiš, v bistvu daš prostor, da te spoznajo, da vejo, da jih razumeš, ker si šel ali pa šla recimo čez to pot, in to je seveda lahko zgodba o tem, da obstaja nova pot. Da ne obstaja samo torej to, da manj jej pa treniraj, ampak da obstaja ta pot, da lahko več ješ prave hrane, nisi lačen in vseeno shujšaš, recimo. Torej, da kaj je ta nova pot, nova priložnost. Ker to je v bistvu tudi najbolj, kako bi rekla, atraktivno za našo publiko. In pa tretja zgodba, ki jo lahko verjetno čisto vsak izmed nas ustvari. Ko rečemo stvari, ne mislim, da si jo izmisliš, ampak ustvariš, da res razmisliš mogoče, kaj je pa ta zgodba pri tebi. In sicer o notranji preobrazbi. Torej, kaj se je v bistvu zgodilo znotraj tebe, kaj se je znotraj tebe transformiralo. Velikokrat je to potem vezano seveda na osebno rast, ne vem, ali pa recimo, kar jaz velikokrat vidim, pa to je tudi moja zgodba recimo bila, da ko sem prvič rekla eni coachinji, ki je imela, za katero sem plačala daleč izven moje cone udobja, torej visoko ceno,
ne rečem, da ni bilo vredno, je definitivno bilo vredno, ampak recimo bi lahko delila to zgodbo, ne, bi lahko bila to recimo moja zgodba o notranji preobrazbi, kjer sem začela, nekako se je zgodil klik, da se visoke ponudbe lahko prodajajo tudi online in da s tem dobiš tudi lahko velike rezultate. Skratka, kaj je bila tista notranja zgodba, kjer sem jaz v bistvu doživela recimo nek klik, nek velik preobrat. Zdaj to so fajn, to je lahko seveda več zgodb, ne? Ampak te zgodbe so običajno zelo lahko povezane s tem, kje se zatikajo tvoje stranke, a ne? In ko deliš to zgodbo, se prepoznajo, da nisem edini, ki imam recimo ta pomislek. Recimo v tem primeru bi bil pomislek, torej investirati v neko zunanjo pomoč, ne? Ali pa investirati v nekega mentorja, ali pa kupiti neki program ali kaj takšnega. In lahko skozi to zgodbo tudi deliš torej svoje izkušnje, svojo transformacijo, kaj je možno, a ne? Velikokrat se pri teh transformacijah dobimo še veliko več, kot smo če rečem temu, kupili, a ne? Ne zaradi tega, ker bi bilo veze z tem, kar smo kupili, ali pa s tem mentorjem, ampak s tem, ker se je v nas v bistvu naredil ena preobrazba. Zdaj ne vem, kje točno, ampak nekje sem slišala en tak dober rek, a ne? Da v bistvu transformacija se začne ko narediš nakup, a ne? Z nakupom. Z transakcijo. Torej, transformacija se začne z transakcijo in velikokrat je to tudi zelo res in to so lahko tudi zgodbe, ki jih potem delimo, ne. In zdaj, kje deliti te zgodbe? Na družabnih omrežjih, na spletni strani, v email novicah, v livih, v živo, kjerkoli je smiselno, a ne, lahko delimo te zgodbe. Če samo pomisliš, recimo zdaj v misli mi pade recimo Tony Robbins, ne, ki vemo, da je en taki mogotec na področju osebne rasti. Če njega pogledaš, a ne, on verjetno na skoraj vsakem predavanju ali pa zelo pogosto deli svojo zgodbo ali pa različne zgodbe. Tisto zgodbo, a ne, ko je bil v otroštvu, pa niso imeli za kosilo, pa jim je potem sosed dal nekaj za jesti in tako naprej, a ne, se te čustveno dotakne. Vidiš, da ima neke izkušnje in tako naprej, ne. In to zgodbo, recimo, on ima kot eno zgodbo v svojem repertoarju, ki jo lahko potem velikokrat ponovi. In to je seveda zelo učinkovito tako za naše nove potencialne stranke, kot tudi za vse, ki mogoče drugič ali pa tretjič slišijo to zgodbo, ker jo še bolj in bolj ponotranjijo. Tako da zgodbe so definitivno lahko en taki čudoviti priročnik tudi za tvoj posel, tako da te definitivno povabim, da si jih ustvariš. Po mojem mnenju, če greš zdaj v akcijo in vsaj okvirno si zastaviš te 3 zgodbe, o katerih smo govorili, ti bodo definitivno zelo dobro služile takrat, ko jih rabiš. Ker, a ne, vedno potem problem, da takrat, ko rabiš, pa mogoče nimaš ideje ali pa kaj sem že pomislila, ne, pa moraš z nule začeti, je veliko težje, kot pa če že imaš nek mušter pripravljen, pa ga takrat spileš, pa ga mogoče shraniš, naslednjič, ko potrebuješ to zgodbo, jo še dodatno piliš in je potem lahko ta zgodba veliko, veliko boljša, sploh ko testiraš, na kaj se tvoje občinstvo tudi odziva in daš večji poudarek mogoče nad temo. Tako da, upam, da ti je to koristno, jaz te definitivno povabim, da si ustvariš te tvoje zgodbe, da jih deliš, pa če jih deliš, daj me podtegaj, če jih deliš na družabnih omrežjih, zato da z veseljem tudi jaz preberem tvojo zgodbo. Tako da, uspešno ustvarjanje in se vidimo naslednjič. Čau! Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast na najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.